Ja, o smrti nam je sicer zelo težko govoriti in še težje jo je seveda sprejeti. Zahodni svet sicer verjame, da se naše življenje v telesu s smrtjo tudi konča. Vedno več mladih, odraslih pa te teorije tudi zaradi verovanj zahodnega sveta, da po smrti zavedno zapustimo svoje telo, ne sprejema. Zato se obračajo k teorijam, prepričanjem, da se rodimo ponovno v novem telesu na tem istem planetu. Glede na to, kako smo se izkazali v preteklem življenju, pa karma poskrbi, v kakšni obliki ali pa pogojih se bomo rodili. Kako sploh začneš verjeti temu? Nekateri trdijo, da se spomnijo svojih preteklih življenj, predvsem otroci. 40 let svojega raziskovalnega dela je profesor psihiatrije Ian Stevenson posvetil spominom preteklih življenj. Njegovo delo se nadaljuje in do zdaj so zbrali že 25.000 zgodb, skoraj polovico potrdili, a večina znanstvenikov te raziskave ignorira. Na robu znanosti, na robu verjetnega, danes o potovanju v prejšnja življenja oziroma regresiji v rubriki Na robu, ki jo pripravlja Tjaša Petrič. Globlja, kot je postajala tudi hipnoza, bolj jasna je slika postajala. In potem so slike bile dokaj jasne, potekale so bolj kot nek film. Vede zagotavljajo, da je smrt iluzija. Zato sem se odločila iz Ferbca. Ali lahko pridem do odgovora, ali je to res edino življenje, ki ga imamo? Veliko naših občutkov ima lahko vzrok v preteklih življenjih. Ja. Ne samo teorija, ki izvira že iz 2000 letij pred Kristusom. Ali je to naše prvo življenje, je vprašanje, na katerega skušajo že desetletja odgovoriti raziskave. Until Harley started telling me things about his other mama, I never really thought about it in any concrete way. O tem se skozi svojo kariero sprašuje tudi najbolj znano ime televizije. A few years ago, Chase drew and wrote a description of the day he says he died in the Civil War battle that is so vivid in his mind. I remember myself being taken to some cabins of some sort. Kot otrok tudi hipnoterapeutka Petra Guštin. Sem se ukvarjala s tem razmišljanjem, kdo sem bila prej, preden sem prišla pač tukaj v to življenje. Predstavi mi, da naš predstavlja le dobrih 10% zavestnega. Vrata, ki ga zapirajo pred podzavestnim, pa da se začnejo razvijati pri 7 letih. Pojasnilo, zakaj je tako pogost pojav, pravzaprav, da se majhni otroci lahko spontano spominjajo prejšnjih življenj. Sem v bistvu jaz osebno videl iz prve osebe. Iz prve osebe, kako sem hodil, kje sem bil. Gre za intimne zgodbe, tako zaradi same izkušnje kot nedokazljivosti. Ali je vse to res ali le v naši glavi? Prej sem videl recimo noge, škorne, usnjene čevlje, potem sem šel po stopnišču gor, drugo nadstropje, tam sem videl sobo, note z inštrumenti, potem sem šel do not, sem prebral ime in priimek, sem dobil letnico. V katerem času se je to dogajalo? 1748. Kje pa? V Franciji. Vi ste znali govoriti takrat francosko? La grande performance. Jacques Dufly sem bil v sredini 18. stoletja. Tis pravi, da nikoli prej ni znal govoriti francosko in da zdaj razume, od kod ljubezen do čembala, očitno iz svojega preteklega življenja francoskega skladatelja. Zavestjo poniknemo dol do podzavestnega uma in teh vtisov, teh zapisov in jih ozavestimo. Pri kopanju do naše podzavesti pa mi pove, da je podzavestni zelo rodoviten in sprejemljiv za raznorazne asociacije in sugestije. In tukaj se mi pojavi dvom. Mi tukaj iščemo neke odgovore na tudi čisto določene stvari, ne? In a je možno, da v bistvu je to nek konstrukt naših možganov, tako kot na primer sanje? Malo, kako bi rekli, izkrivi te spomine in še kaj doda zraven. Ta možnost obstaja, ja. To je tudi bilo vprašanje, ki se mi je porajalo takoj po regresiji. A je zdaj bilo to res, ali ni bilo to res? Mene je prepričalo to, ko sem izvedel take podatke, ki jih nisem vedel. In potem, ko sem šel preverjati te letnice, stvari, ki jih naj bi videl, tudi kraje recimo, so se vsi ujemali.
3/4 udeležencev doživi to izkušnjo pri skupinskih regresijah, tudi do 90% pri individualnih. Moje možnosti so torej vsaj iz štartnega položaja dobre. Ste vzporedno z mizo. Odgovarjate ne z besedami, ampak samo ja in ne, tako da pokimate ali pa odkimate. Kot najstnica, ali imate navado, ali vam je v redu, ali si včasih želite, ali se vam pogosto zgodi? Dobivala sem 2 vrsti vprašanj, a v samem bistvu enaka. Preverjala so moje sprejemanje sugestij, neposredno ali posredno, emocionalno. Precej izenačeno. So nekateri taki ljudje in to je najboljša, pravzaprav, najboljša narava, s katero se z lahkoto gre v hipnozo. Guštinova odreče regresijo ljudem z duševnimi motnjami in čustveno vznemirjenim. Če pa ste potovanje poskusili že večkrat, a brez uspeha. Včasih mogoče ni pravi čas za to osebo, ne? Ali pa si mogoče resnično želi nekaj videti, doživeti, pa ni ravno najboljše za njo. In potem enostavno ne dobimo dovoljenja. Pred regresijo je preverila, kako se odzivam na hipnozo, mojo prvo izkušnjo z njo. Pustite, naj vaš podzavestni naredi z vašo roko, kar hoče narediti. Osredotočite vso svojo pozornost na sredinec. Občutite to močno, magnetno privlačnost. Vse bolj in bolj in bolj. Ob tem je šel na smeh, ker resnično nisem hotela premikati prstov, ampak počasi, po milimetrih so te kar skakali narazen in res je bil občutek, kot da nimam vpliva nad tem. In zdaj bo šlo zares. In da bi se lahko zares sprostila, tudi snemalca odideta. Ste imeli kdaj tudi primer, ko je bil človek v prejšnjem življenju žival? Ja, no, to je bila ena najbolj taka močna izkušnja. Je bila ena gospa, ki je bila ptica. Ona je bila sama res začudena na tem, kako velik kljun je imela. Se vidite kot osebo, ki se z lahkoto spominja svojih preteklih življenj. Popolnoma pri zavesti je bil občutek, kot da me je nekdo ravnokar predramil. Enostavno zaupate, da vas bo odpeljal tja, kjer boste dobili odgovore na svoje vprašanje. Vodi me po stopnicah, globoko v mojo podzavest. Z desno nogo naprej, 10, 9. Reče mi, naj se ozrem in videla bom vrata. Ali pa naj si jih, če še nisva tako daleč, za začetek še vizualiziram. Lahko opišite, kako izgledajo ta vrata. Na desni strani lesena rjava. Lesena rjava vrata. Vrata, ki vodijo do odgovorov preteklega življenja. Kaj se dogaja? Kakršenkoli vtis, kakršnakoli misel je prišla, povejte mi. Ko stopim skozi vrata, traja kar nekaj časa, da dobim kakšen občutek. Čas v hipnozi je letel veliko hitreje, kot ga dojemam zdaj, ko gledam te posnetke. Lesena hiša z verando, je vse zeleno. Če pa se začne povezovati bolj močno z vtisi, pa gre na ta drugi nivo, kjer se pa že stvari začnejo dogajati. Večinoma bojo ljudje prepoznali, to sem pa jaz. Kje ste pa vi? Ne nočem lahko je bila tudi fant, sam idem samo zadaj. Od zadaj, In tukaj je prišlo do dileme, kaj je še vizualizacija, kaj je del nekakšne avtosugestije in kaj so zares videnja. Opazovala sem kot projekcijo, brez občutkov, medtem ko se lahko nekateri poglobijo še globje in doživijo močna čustva. Zdaj mi je pa na misel prišlo še eno tako malo bolj romantično vprašanje. Ko govorimo o nekih sorodnih dušah, pa je to tudi potem povezano? Telo pustiš v enem drugem življenju, sorodne duše se še vedno nekako lovijo? Vsekakor, vsekakor. To je recimo ena stvar, ki jo redno vidim v teh regresijah, da se ljudje gibljajo nekako v istem krogu duš, iz življenja v življenje. Samo da so vloge
zamenjane. Recimo žena in potem v naslednjem življenju pa se bo zamenjala vloga, bo ona mož, lahko pa tudi katerakoli druga vloga. Najgloblja stopnja regresije pa predstavlja déjà vu. Podoživetje tistega preteklega življenja, kot da se zdaj dogaja. Pa obratno, ali lahko začutimo pretekla življenja v zdajšnjem mi, odrasli ljudje? In prav ta déjà vu, to je kar pogosto, imajo ljudje ta občutek. Recimo, velikokrat se zgodi, da ljudje recimo gredo v neko tujo deželo in točno vedo, kje so, kje se kaj nahaja, kaj je v sosednji ulici in tako naprej. Prav to je Tisa pritegnilo k temu razmišljanju. Jaz sem prvič v življenju dobil eno skladbo od tega skladatelja. Jaz sem to skladbo v prvim zaigral od prve note do zadnje note, brezhibno, tako lepo interpretacijo, kot verjetno še do danes ne. Ampak v trenutku, ko sem se pa vprašal, kaj se je zdaj zgodilo, je pa to zginilo. In sem mogel normalni postopek, vadenje skladbe do znanja skladbe. Moja regresija pa se je bližala glavnemu prizoru. Nad mano se je izrisal tak večji most. Moja pozornost pa je bila na razpoki, ki se je večala. Kot da je zrušen ta most. Ta most se je zrušil. In kaj se je s tem fantom zgodilo? Ga je podrlo. Težko je opisati izkušnjo, ki me je na koncu pustila nekoliko hladno, ampak nenadzorovano in brez razmišljanja so se podobe počasi, a vedno bolj razločno pojavljale v stanju hipnoze. Ampak po drugi strani vsak dan sprejmemo toliko novih informacij. Stara hiša z leseno verando je na primer spominjala na tiste, ki sem jih videla v ameriških filmih. Most, ki se je podrl, no pred nekaj tedni smo lahko vsi videli, kako se je zrušil viadukt v Italiji. A če drži vse, kar mi je povedal, mi ne da miru pogovor s Tisom, od njegove francoščine do odkritja prej neznanih podatkov. In kar si težko pojasnimo, vedno dopušča možnost verjetnega. Poglejmo še vremensko napoved.